Sijali kot diamantje so tudi tekmovalci resničnostnega šova Kmetija. Zdaj, ta teden je sicer izpadla Nuša Šebjanič, ampak z mano je seveda Žiga ponovno. Dobro jutro, Žiga. Očitno sem jaz nek stalni komentator. Dobro jutro, Celjska kotlina. Absolutno. Lej, Žiga, pač ti si edini resen pri tej firmi, no, bi človek rekel. No, ni res. Če sem jaz resen, pa je to res grozno. Ja, zdaj, Žiga, mi da bova malo potrič-tračala. Deva. Glede na to, da Nuša Šebjanič je ena tistih tekmovalk v resničnostnem šovu Kmetija, ki je mlada, pač stara je 19 let. Tako, tudi mi dva so bila. Tako, tudi zelo ima zanimivo preteklost, kljub temu, da je tukaj mlada. Ampak ta teden je bilo na Kmetiji zelo pestro dogajanje, ne? Od drame do galame, od kraje do pobega, do iskric, malo dvoje, malo troje. Tebe sicer nisem nekaj veliko zasledila ta teden. Kje si bil? Izogibam se težavam. Aha, okej. To je zelo pametna modrost. Se pravi, izogibi se ljudi, kateri so grdo govorijo, upravljajo. Vse veš. Vse, mi smo kaj spužve, veš, in vse navlečemo nase. No, tudi izjava Nuše, ne, je bila taka, da so ji bile krave boljša družba v hlevu kot nekateri so stanovalci, ne? Ja, zato sem pa jaz zelo velikrat bežal v hlev, ker tam je bila. V bistvu ta teden je bil bolj podoben mehki obliki srbske farme. Ok, se pravi hardcore. Ja, je bilo kar zanimivo, no. Je bilo ljubezni, veliko ljubezni. Ja, sem videla v banji, ne da sta bila samo dva, so bili kar trije. Dobar, Mark je vedno zadrek štukat, kako pravijo. Drugače pa ja, bilo je zanimivo, če ne bi bilo njega, no, res bi bilo, ne bi bilo toliko zanimivo, no. Pa Dejan je res, jaz sem se toliko smejal pri Dejanu. Smejal sem se tudi, zabavali so me tudi ostali, z svojimi izvirnostmi in koliko so lahko, enih stvari recimo res si ne bi spomnil. Ali pa ne bi razmišljal. Kako globoko greš lahko v razmišljanju nekega taktiziranja. Pa ne samo o razmišljanju, glede na to, da je bilo predstavljeno tako zelo na dlani, da sploh nobeden ni več skrival. Noben več ne skriva, nič, nam vse povejo v faco, kar se meni zdi, lej, saj ne lažejo, ne. So pa, je pa, no, to so bele laži, evo, lej. Oni niti belih laži ne uporabljajo, ne, se pravi, in to boli. Ok. Po eni strani boli, po drugi strani sem bil pa zahvalen, da so v bistvu oni na ta način se tako lotali, a veš, ker nam so vse povedali in smo se lahko mi pripravljali kot družina, kako se zaščititi pred to nad družino oziroma TikTok klanom. TikTok klanom, no več o TikTok klanu prav kmalu, Žiga, zdaj bova naredila malo pauze, da narediš šluk kave. Mi pa gremo z Billyjem Idolom in Flash for Fantasy, ker flashali še bodo v Kmetiji ta teden. Bo. Na Fantasy sem jaz naredila kar priredbo tega komada od Billyja Idola in ponovno pozdravljeni v studiu Radia Fantasy. Z mano je kmet Žiga Sedevčič. Danes sem gepard. Danes si gepard, ni še pustni torek, veš. Ja, vem, ampak je teden pustni. To pa je. Ja. In pri nas se začenja pustni teden, za nami pa je pester teden v resničnostnem šovu Kmetija, katerega sicer izpadla je tekmovalka Nuša, ki je povzročila kar precej drame, že v začetku. Skoraj umrl. Ja, ba je, da ste na Kmetiji, oziroma je bolje rečeno Dejan, skoraj zažgal. Naš požigarec Dejan. Kako je prišlo do tega? On si je hotel, v bistvu on je zasedel mojo sobo. Ta soba je bird room. V bistvu taka skrita sobica in on si dal tam, si je uredil, da bo tam spal, ker on smrči, ne, on je težko kategornik, kar se tiče smrčanja, res to je neverjetno, jaz kaj tazga še nisem slišal. Dej, prosim, demonstriraj. Ne, pa to, kaj medved, razumeš, res, sicer, hvala Bogu, sem jaz imel te neke nosne čepke, ki jih mi je zanj slikal poslal, da jih imaš še zdaj, daš pač v nos in ti lažje dihaš. Ok. Pa tudi drugače, če kdo smrči,
Ja? je ena fora, daš pas Ja? okoli prsi, Okay. zategneš, ko greš spat in ne boš smrčal. Nekdo proba, ne mi javi, če deluje, jaz ne smrčim. Torej, dragi moški, tudi ženske, Tudi seveda. ženske, ampak večji pas, ne, normalno. Večji No, ja, pas je pod zizami, nad zizami. Koliko? ne provociri me. Ja, vprašam. Ja, sorry. Nad, pol, probaš. Koliko zategniti je treba? Tako v pasu, verjetno glih, ne? Ne preveč. Ne preveč. Se pravi, da lahko cirkulacija gre normalno. Okej. Ampak da ne ostaneva Na kmetiji. na kmetiji požigalci. Dejan si je potem še priredil eno romantičen večer, svečo. Sam s seboj. Jaz sem mu v bistvu kriv sem jaz. Torej, on požigalec Dejan, ampak kriv je pa žiga. Kriv sem jaz, zato ker sem mu delal te moje gonge in posode in sem mu naredil zvočno kopel. In je takoj zaspal in ni ugasnil svečke in pol sred noči se zbudi, pihne in itak slučajno je bila prevleka sintetična in kabum. Kabum. In recimo tista hiša je montažna in so zelo take, mislim, da je bukov, smreka, pa to je vse suho bilo, ker je že nekaj časa ta hiša tam, ne? To bi lahko zgorelo v sekundi. Okay, zdaj, od te iskrice, ki bi lahko skoraj povzročila Tako, ogenj v strehi, gremo pa zdaj iskrice v dvoje in troje, ker vidim, da tam je že neki digi-dagi v kopeli z Markijem, se pravi ne v dvoje, ampak v troje. A so dejansko te romance tam pristne ali je to sam taktika? So. Mislim v troje? Zdaj v troje. Zdaj pač Marki je imel to na srečo, ker naš Šilček ni imel sparing partnerja tam, nobenega, ne, tako da ne vem, mogoče Dino mu ni bil najbolj všeč, ali pa Dino ni bil všeč Markiju, kakorkoli že imajo to, ne vem. Ampak, bilo je kar nekih par ljubezni, dva para ljubezni, dva brata, Kazanove, Jan, Žan, Dozore. Tako sem jih jaz poimenoval, ker Zore se piše ta, ne? Razumem. Tako da Jan je sicer bil zelo taktičen tudi pri teh zadevah, ne? Je hotel imeti več vez, na večjih stolih je hotel sedeti. Ampak tako da na koncu je pristal v objemu glave družine prve, ne? Lej, pestro je na kmetiji, ne? Lahko rečem, da na kmetiji ni sam lepo, ampak je tudi pestro, Ja, jaz sem jih sicer tudi slišal, ker sem bil na drugi strani, mislim, soba je bila na drugi strani, tako da so bili kar aktivni in sem bil kar ponosen na njih, tako da glejte, Valentino je bilo, kaj ne rečem, seks je pol zdravja, tako da prosim. Dajmo še sploh na kmetiji. In doma. In doma, ok, v redu. Žiga, hvala ti za tale recap in seveda bomo razmislili, kaj bomo povedali tudi v naslednjem tednu, ker jaz vem veliko sočnih stvari že zdaj, ko jih še ne smemo izdati našim poslušalcem. Lepo smete. Tako da, dragi poslušalci, ostanite seveda z nami tudi v naslednjem tednu.